Pozdravljeni, veseljaki in veseljakinje. Pozdravljam vas iz ene čudovite lokacije, kaj več o njej bosta povedala moja gosta. Danes pa smo tukaj zato, ker smo posneli en čudovit videospot za eno krasno pesmico, z eno tako posebno sporočilnostjo. Vse to slišite danes v tem kratkem intervjuju z ansamblom Stanka Fajsa. Lep pozdrav! Dober dan. Ampak to ni cel ansambl Stanka Fajsa, jih kar nekaj manjka, ne? Seveda kar nekaj manjka. Manjka spremljava, kitara, bas in seveda poseben zanimiv instrument citre. Ampak glavna dva sta tukaj, a ne? Stanko in Jožica. Tako, žensko pove tako. Brez ekipe ne gre nič. Je res, imate prav, tudi na Veseljaku seveda brez ekipe ne gre nič. In brez ekipe tudi ne bi posneli tak čudovit spot za skladbo Kakor metulj. Gre pa za bistvu eno zelo posebno zgodbo, ki jaz mislim, da je najbolje, da jo kar vidva sama predstavita. Ja. Najprej moram se zahvaliti vam, Veseljaki, ker imate pravo ime, Veseljaki. Čudoviti, iskreni, topli. Hvala vam. Enako. Ta skladba, oziroma ta spot, ki je danes nastal, je res nekaj posebnega, ki traja že 34 let v najenem življenju. To je najina hčera. In vedno sem si želela, da bi pač nekaj posneli, da nekaj ostane za nami, in to je danes nam uspelo. Verjamem, da nam je uspelo. Hvala vam. Ja, hvala vam, da ste tako srčni. Imamo Veseljaki radi takšne srčne ljudi in res take srčne skladbe, ampak vajina hčerka je tudi eno posebno čudovito dekle in ta pesem, recimo, če jo prvič poslušaš, besedilo ne razkrije takoj, o čem govori. A je tako, imam prav? Ja, to drži. Skladba nosi naslov Kakor metulj. Vedno mi je soproga Jožica dejala, nekaj bi rada zapela za Mojco. Jaz sem premišljeval, kaj bi to bilo, in vedno mi je dejala, rada bi neko skladbo čutno, nežno, in enkrat sva poslušala odličnega avtorja Braneta Klavžarja in sem jaz šel za to tematiko, za najino hčero, k njemu, in je rekel, morda bi pa bilo to, če bi mi bilo nama všeč. In namreč to je skladba po avtorski plati od Braneta Klavžarja. Jaz sem mu tudi namignil naslov Drugačnost nas bogati, je bil moj prvi osnutek. No, potem Brane je bil zelo navdušen, je on naredil to vižo, na kar smo pa debatirala, komu pa dati to za besedilo pisati. In sva bila v isti sapi oba istega mnenja, dajva to Veri Šolinčevi. In ko sem jaz to Veri razložil, opisal celotno zgodbo, je rekla, ja, to bi lahko naredila cel spis, referat, celo knjigo skoraj, da, kar si mi ti opisal, ampak Vera je pozna naju in najino familijo in je to odlično zadela, zapisala, dala v rime. Prekrasno. Hvala Vera, ne? No, na kar smo pa seveda, Brane je dejal, povedal sem o kateri instrumenti nastopajo v našem ansamblu, dejal je, da aranžma naj kar nek strokovnjak še drugi naredi, in smo potem zaprosili Majka Orešarja, za kateremu se tudi zahvaljujemo, da je tako čudovito aranžiral glede na tematiko, glede na tekst, besedilo in seveda na vižo. In zajel celotno zgodbo. In skladba meni je res vedno večkrat, ko izvajam, bolj mi je topla, bolj mi je čudovita. Tudi nam je čudovita in komaj čakam, da jo tudi naši gledalci in gledalke slišijo in da tudi vidijo spot. Namreč zelo pomemben je tukaj spot. A je tako? Res je. Brez spota marsikdo ne bi razumel besedila. Ko pa daš to še sliko zraven, je pa lahko tista res prava slika. Ampak vi ste zdajle našteli, Stanko, same strokovnjake, Majko Rešar, pa Vera Šolinc, pa Brane Klavžar in ansambel Stanka Fajsa. Ja, ne more drugo, kot pa nastati en čudovit izdelek, a ne? Hvala. Veseli smo, pravzaprav bojo pa to odločili poslušalci, vaši gledalci. Seveda želimo vsi, da to skladbo, ta čudovit spot, to vižo in to tematiko življenja prepoznajo. Kajti to nas res bogati. Je res, in tudi hvaležni moramo biti za takšne majhne trenutke druženja in ko se imamo fajn in ko smo z ljudmi, ki jih imamo radi. Nadvse. To je res pomembno. Brez hvaležnosti pa brez zaupanja ne gre. Če si hvaležen, si tudi pozitiven in pol ti lahko uspe.
Tako veseljaki in veseljakinje, tudi vi se seveda iz tega intervjuja lahko veliko naučite. Vi bi se pa radi še zahvalili enemu društvu, če se ne motim, ne? Pri nastajanju spota veliko sva se pogovarjala z Jožico, ženo, pa tudi vsi v ansamblu, kako ga obogatiti, kako prikazati celotno tematiko, da bo ljudem blizu, da bo ljudem dostopna, da se jih bo dotaknila. In potem sva razmišljala o društvu, v katero je vključena tudi najina hčera, seveda tudi midva oba. To je društvo Sožitje Obsotelje Kozjansko. Povabili smo jih k sodelovanju. No, in ker so ti člani tega društva tudi varovanci javnega zavoda VDC Šentjur, smo povabili tudi javni zavod VDC Šentjur k sodelovanju. Bili so pripravljeni in navdušeni nad sodelovanjem in z tega mesta se jim tudi zahvaljujem in društvu Sožitje Obsotelje Kozjansko, prav tako pa javnemu zavodu VDC Šentjur za tako pristno sodelovanje in pripravljenost, kar je vse nas obogatilo. In hvala res obojim. Hvala tudi ansamblu Stanka Fajsa, da nas bogatite s takšnimi krasnimi skladbami. In zdaj smo toliko čudovitih besed povedali o pesmi Kakor metulj, tako da jaz že resnično komaj čakam, da jo, dragi moji veseljaki in veseljakinje, vidite in pa slišite tudi vi. Tako da samo rečemo še uživajte, a ne? Želimo vam, dragi veseljaki, dragi veseljakinje, veliko užitkov ob gledanju spota in seveda vseh spotov na televiziji Veseljak. Pa si jo glejmo.